Kljub številnim opozorilom policije in zdravstvenih delavcev o nevarnosti pirotehnike prihaja še vedno do nepremišljenih situacij, ki puščajo neprijetne posledice, celo grozljive poškodbe. To so poškodbe, ki puščajo trajne posledice, zahtevajo dolgotrajno zdravljenje, zapleteno zdravljenje, dolgotrajno rehabilitacijo in tudi praviloma pustijo posledice, trajne posledice posameznikom. Da so ljudje vsako leto bolj osveščeni in zavestni nevarnosti uporabe pirotehničnih sredstev, kažejo tudi odgovori mimoidočih v mestu. V petardah pa v pirotehniki ste vi za, boste uporabljali? Ne, sem proti, glede na to, da imam psa doma, pa da vem, kako je, sem proti. Baterije za Silvestro, ampak zelo malo. Petard pa tega pa sploh ne. Imate radi to, boste uporabljali? Ne bomo uporabljali, sem proti. Tako da boš, da za kaj druga uporablja tisti denar, kot za tiste petarde pa rakete, ne. Pa si prvošel, ne vem, kak bazen, savno. Boste uporabljali kaj pirotehnika za vzdušje praznično? Nikoli. Ste proti petardam? Tako. Mirno, sveto, ljubezen pa spoštovanje do bližnjih. Lani so policisti obravnavali 129 kršitev v zvezi z eksplozivi in pirotehničnimi izdelki, leto prej več kot pol manj. Zasegli so skoraj 170 tisoč pirotehničnih izdelkov in obravnavali 42 poškodb premoženja, predvsem zabojnikov za smeti, nabiralnikov in oken. Namreč neprevidna, tudi objestna raba pirotehničnih sredstev lahko seveda privede do telesnih poškodb. Te so lahko hude, trajne, lahko človeka zaznamujejo za vse življenje. Če pa gre za mlado osebo, pa je to seveda še toliko huje. Ob tem velja tudi opozorilo ponovno, da so petarde prepovedane. Prepovedano je seveda tudi kakršnokoli izdelava ali predelava pirotehničnih sredstev. Tiste pa, ki se tem sredstvom ne bodo mogli upreti v prihajajočih dneh, pa seveda polagamo na srce, da ta sredstva kupujejo pri prodajalcih, ki imajo za to dovoljenje, ter da so pozorni, da imajo ta sredstva tudi oznako CE. Ob pričakovanju novega leta je priporočljivo pred nadležnim pokanjem zaščititi tudi živali, ki imajo sluh še bolj občutljiv kot ljudje. Ljudje zaznavamo do 20 tisoč hercov, psi pa do 65 tisoč, kar pomeni, da ljudje zaznamo zvok pok iz daljave do kilometra pa pol, kužek pa do 6 kilometrov. Priporočam, da že z prestrašenimi kužki delate krajše sprehode, vse ostale pa na dan ognjemeta dajte jih v stanovanje, prižgite radijski, televizijski sprejemnik, dajte malenkost bolj na glas kot ponavadi. Naj vas tudi za Silvestrovo preventivna akcija Bodi zvezda, ne meči petard spomni, da je potrebno biti res previden. Spremlja naj vas slogan Petra Prevca: ne s pokom, raje s skokom do zvezd.